Obilje pri Novi Gorici so že drugo leto zapored zaživele v duhu dobrodelnosti in nogometa. Reprezentanta in nekdaj nogometaša tukajšnjih klubov Valter Birsa in Tim Matavž sta se spomnila svojih nogometnih začetkov in druženje povezala z dobrodelnostjo. Povabljeni pa so bili presenečeni nad tem, kako majhno mestece blizu Italije diha z nogometom. Zelo lepo je videti, da Tim Matavž in Valter Birsa, ki sta res naredila kariero, ne pozabita na lokalno okolje, iz katerega sta išla, in Nogometna zveza Slovenije seveda je v preteklosti in bo tudi v bodoče podpirala take projekte, ki so seveda več kot samo za dobrobit našega nogometa in naše družbe. Tukaj sploh ne delajo drugega, kot pa igrajo nogomet. Vsi so imeli dres, vsi trenirajo tukaj, tako da se mi zdi, da je šport absolutno številka ena. Če je še kaj lepšega na svet videti, kakor ta vesele in takale nogometne tekme, to je fuzbal je podoben kakor muska. To ljudi združuje. Res, da so bili tokrat v ospredju nogomet, igra, zabava in druženje, pa vendar udeleženi, med njimi so bili Samir in Jasmin Handanović, pa Bojan Jokić in Matej Mavrič-Rožič iz nogometne sfere, premier Borut Pahor, njegov tajnik Matjaž Nemec, Patrik Vlačič, rokometaša Vid Kavtičnik in David Špiler, smučarja Jure Košir in Mitja Valenčič in številni drugi niso pozabili, zakaj so prišli. Nogomet je bil le nekakšna vaba. Niti ne sme biti vaba. Mislim, da mora biti to nekako dolžnost vsakega izmed nas, da pomagamo drugim. Nadejamo si, da bo to tradicionalno. Vidimo, kakšen je odziv ljudi, vidimo, koliko sredstev smo zbrali za pomoči potrebno tok, tako da samo še tako naprej smo zelo zadovoljni. Tukaj je predvsem zbiranje sredstev za ljudi, ki so pomembni tega denarja. Ampak je pa tudi res, da konec koncev vsaka podobna stvar zna narediti neko razliko, ki je mogoče sedaj manj vidimo, se pravi, da so otroci dosti zaprti v hišah z računalniki. Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so lahko pobliže spoznali svoje idole, se z njimi fotografirali in dobili avtogram. Se pa danes uspešni športniki in ljudje iz drugih sfer radi spomnijo časov, ko so bili oni na njihovem mestu in občudovali svoje vzornike. Sem sam bil mlad nogometaš in nikdar nisem predstavljal, da lahko iz tako malih klubov postaneš pravi nogometni profesionalec. Valter pa Tim sta to pokazala, jaz verjamem, tudi ti mali malčki lahko vidijo v njih vzor. Lepo je biti vzor mladim in pač po eni strani lepo, po drugi pa tudi ena odgovornost. Zelo živo spominjam mojih dni, ko sem v bistvu začenjal trenirati in sem z navdušenjem opazoval takratne ase alpskega smučanja. Mislim, da vsakemu otroku tukaj nekaj pomeni, če dobi ta avtogram, ki si ga želi, in seveda smo mi prišli tudi za to. Tudi jaz sem bil včasih, sem stal v vrstah za podpise svojih vzornikov, tako da jih zelo razumem, male, in pa jim seveda z veseljem dam tudi svoj podpis. Rezultat tokrat ni bil v ospredju, pa vendarle je vsak pri sebi štel zadetke. Beli so jih dosegli 8, zeleni enega manj. V končnici tekme sta bila uspešna Vid Kavtičnik, piko na i pa je postavil predsednik vlade Borut Pahor. Tukaj vidite, da naredi prijaznost več kot znanje, tako da so mi odprli poti do gola, last minute gola, sjajna stvar. Tokrat se je Samir Handanović odpovedal vratnicam in se preizkusil kot napadalec. Alpski smučari so se prepotili, rokometni reprezentanti z nogo dosegali zadetke, znane osebnosti pa vzganjale vragolije. Ker so se tokrat prisotni merili v nogometu, smo preverili tudi, kako dobro jim je šlo oziroma če bi svoje usluge lahko ponudili reprezentanci. Danes sem videl zelo dosti v bistvu talentov, ki ne igrajo nogometa, predvsem prebelih, no bom tako rekel. Čeprav tudi zeleni so bili slabi, bom bil pošten, ampak pri belih sem videl kar nekaj zelo dobrih, ki mogoče bi bilo za razmisliti kaj. Imel sem dve lepi priložnosti. Fantje, naši reprezentanti krasno podajo in te lepo najdejo v igri, tako da ni prav težko igrati z njimi. Sem se bolj trudil, nimam neke tehnike, ampak sem probal pač s fiziko malo nadoknaditi. To, kar jih gledaš po televiziji, si misliš, vse to, veš, to pa bom pa jaz to klaufal, ne? Pol pa, ko vidiš, ko ti pa takole zvizne mem, vseeno je pa imeti fajn občutek, recimo, pa človek rekel, kaj pa če bi Timu Matavžu dal enkrat kitaro v roke, pa se pejmo 1 na 1. Naši reprezentanci bi naredili uslugo, če bi bral na nasprotnikovi strani, ne? Zbrana sredstva in prostovoljni prispevki so bili v celoti namenjeni zavodu ELU, ki jih bo posredoval socialno najbolj šibkim, ter fundaciji Vrabček upanja za pomoč invalidni mladini. Udeleženci pa so obljubili, da prihodnje poletje vsaj en dan znova preživijo v Biljah.
Če velja verjeti nekaterim obljubam, pa bo dogodek drugo leto mednarodno obarvan.